je moj prijatelj Matjaž Zorman na desni, na levi pa Vedran, ki se mu je zgodila v poplavah huda tragedija, tole, ki vidite zadaj, podrla mu je hišo. Zdaj se pa tukaj najdu Matjaž, ki bo organiziral dobrodelni koncert, ne Matjaž? Ja. Mi smo sosedje, Vedran je naš prijatelj, veliko nam pomaga pri živalih in doživel je katastrofo. To hujš na svet se ti ne more zgoditi. Mi smo cel teden bili v dreku pa blatu, tako da smo jutri računamo, da bomo vsaj toliko, da bomo lahko normalno funkcionirali. Za ponedeljek, ki je pa dan solidarnosti, pa pripravljamo koncert, dobrodelni koncert z več skupinam. Prišli bojo več glasbenih skupin, pa še se nam javljajo, tako da to še ni vse, zaenkrat jih je 5. Jaz osebno bom počastil 700 ljudi z malico iz kamniško specialiteto Meso Kamnik, ki je tudi na spisku Okusi Kamnika. Tako da mi bomo počastili ljudi in jih obenem naprosili za prostovoljne prispevke za tole katastrofo. Vedran bo zraven, Vedrana boste lahko spoznali, celo njegovo familijo, 2 familije, otroci so zraven, ni heca, ni zajbancije. In evo vam, kar sem vas zdaj očipa, kot si ne po koncu, taka strašna stvar se je zgodila. Meni je sam žal, da nisem mogel prej uskočiti, ampak sem bil sam v takem odreku, da nisem ven splezal. Tole bomo pa zdaj probali rešiti. Vedran, povej na hitro, kaj se je zgodilo. Kako se sploh rešil? Kako ste otroke rešili? Rešili smo se tako, da je ta prvo sosedu zasul tle hišo, potem smo šli pa ven pomagati. V tistem je pa po parih minutah pa še komplet naša zgrmela, tako da smo v tistih 5-6 minutah smo otroke čez okno spravili, tam je še lojtra. Smo ven splezali po lojtri, ko pa smo tle do ceste prišli. Tle je bila pa že voda do sredine ceste, tako da je bilo kar, za minute se je šlo vse skupaj. Se pravi, pol niste mogli tudi nobenih stvari rešiti? Komplet, vse, kar je tle na meni, tle sosedje dali. Tu se bo odzad plas? Plas je vse, ja. Kompletno, vse je zasul, kar se je zasul dal. Od dokumentov, vse živo. Matjaž, kako boste pa vi to dobrodelna akcija, kako bo to zamišljena? Ljudje, ki bojo prišli, kaj bojo darvali? Jaz si želim tako, da bomo za ljudi naredili, tudi glasbeniki so se ponudili, da bodo prišli na krajše obiske, za 5 ur imamo tega programa. Mi bomo pač počastili tisto, kar lahko. Mi bomo skuhali kamniško specialiteto, to je kranjska klobasa oziroma kajžarska klobasa s prilogami, tako kot je po okusih Kamnika. Dajmo reči, da še malo delamo za propagando za okuse Kamnika, čeprav ni primeren trenutek, ampak vendarle. In seveda naredili bomo neko vzdušje, kjer jaz mislim, da bojo tekle solze, da bojo prišli ljudje, ki imajo podobne katastrofe, in da bomo skupaj malo pojamrali, se napolnili z močmi in potem gremo naprej sanirati, popravljati, rihtati. Sej življenje se vrti dalje, ni druge. Aha, seveda pa bo interes, da ljudje te, ki bojo prišli, da nekaj nakažejo Vedrana. Mi bomo imeli tam pripravljen, da se bo lahko direktno za Vedrana dal, brez kakršnih koli agencij, humanitarnih organizacij, tle bo šlo čist direktno pomoč njemu. Super. Tako da toliko, ki bo podarjenega, toliko bo Vedran dobil in si probo pomagati, kar si lahko pač pomagal. No, zelo lepa gesta, tako da gledalci pridite pogledati v Eko Resort, podprite malo to zadevo. Zdaj še enkrat točno povej, v ponedeljek 14. ob kateri uri se to? V ponedeljek na dan praznika, kaj je to zdaj? Praznik solidarnosti, bomo mi solidarni. Vabam vse, da se mi pridružite pri tej solidarnostni gesti. Počastili vas bomo, poskrbeli bomo za program in pa seveda z nagovorom, da se nekaj da za Vedrana. To je to. Vabam vse v ponedeljek po 5. uri v Slovenija Eko Resort. Super, zelo pohvalno, Vedran, jaz vam pa želim, da se to čim bolj sanira in da bo to enkrat spet lepa hiška. Ja, zahvaljujem se vsem posameznikom, posebej gospodu Zormanu, vam, Tomažu Gorcu,
Hvala. Kaj bo pa naprej, bomo pa sam sprot videli. Nobene stvari vnaprej ne moramo določati, ker nič ne vemo. Trenutno smo nameščeni v termine snovi, ker nam vse omogočajo prijaznost, bivanje, hrano. Zaenkrat ostalo pa vse iz dneva v dan. V redu, prav. Upamo, da se vidimo v ekoresortu v čim večjem številu. Slovenci smo solidarni in jaz vas vabim še enkrat iz srca, da to pokažemo. Da to pokažemo direktno človeku, ki nas rab. Glejte, več se ne da povedati. Pa to se lahko vsako naredi, tako da to moramo imeti v glavu. Mogoče boste kdaj vi tisti, ki boste rabili. Ali pa jaz, ali pa kdorkoli. In takrat bom vesel vsega. Srečno. Srečno. Kaj tudi od zgoraj voda? Ja, Plaz? plaz. Plaz. Jebem ti. No in za tega fanta bomo imeli zgodbo. Ta je najbolj najebal v celi zgodbi v naš dolini. Hiša mu je šla, sretno oči so otroke reševali, ki so prišli ven, je vse skupaj podarili. Katastrofa. Mi je kar kocine po koncu. In zato bomo za njega pripravili dobrodelen dogodek, kjer bomo mi počastili vse obiskovalce. Javili se nam je pa že precejšno število glasbenikov, da bojo popestrili ta dogodek in na tem dogodku bomo zbrali za te brezdomce. 2 familije z otroki, ki, glejte, tole je njihova zgodba. No, to je pa most v Stranjah, ki ga je odnesel v trenutku, ko je bil Gorclu moj znanc in je samo s prisebno hitro reakcijo vzvratne vožnje se rešil, da ni šel iz avtomoret v Bistrico. A to je ona zadeva, ki je na internetu posnetek, ki je v rikverc vrgel? Ki je v rikverc vrgel, tam se je ustavil, je z enim nekaj spregovoril, takrat je počel in je majster bil toliko jack, da je z rikvercev in se je rešil. Mislim, glejte, sreča taka, da si misliti ne moreš. No, zdaj smo videli to žalostno zgodbo od našega soseda Vedrana in res iz srca vljudno vabim vse v Slovenija Ekoresort, ki je, bomo rekel, neprizadet, da pripravimo eno, dajmo reči, eno lepo zgodbo, dobrodelno, nekaj dobrega boste pojedali, lepa glasba bo, spoznali boste žrtev, ki je, glejte, nimam besed, in vesel bom vsakega evra, ki ga boste namenili njemu za rešitev situacije. Sej, kot ste slišali, tudi sam ne ve še, kva bo. Sej je logično, nima pojma. Tako da ja, dobrodošli v ponedeljek, 14. avgusta, na dan solidarnosti, bodimo vsi solidarni. Jaz sem dal od sebe vse, kar lahko znam in zmorem. Srečno! Ste videli in slišali to žalostno zgodbo? Res hudo. Jaz vam lahko povem, da tale Vedran je bil vidno pretresen. Mislim, se kdo pa ne bi bil, ne? Sploh ne znam predstavljati, kako bi se jaz v taki situaciji odzval, a bi sploh kaj bilo od mene ali čist nič. Verjetno ste slišali, da tudi je rekel, ne, da vse, kar ima na sebi, samo tam sosedje dal, da je vse not v bajti ostalo. Mislim, res grozno, grozno, grozno. Tako da jaz upam, da se boste odzvali temu vabilu v čim večjem številu, vsaj vi, ki ste tukaj, bom rekel, blizu okoli Kamnika. Razumem, da nekdo z Murske Sobote ne bo verjetno prišel, v končni fazi pa če bo, vsa čast. No, bi pa jaz tole še za nekaj izkoristil. Namreč, lejte, v ponedeljek, ki je ta dan solidarnosti, bom jaz šel nekomu pomagati. Tole odpravljati posledice poplave. Se pravi, nekam, ki je treba pač, ne vem, lopato v roke prijeti pa nekaj delati. Pojma pa nimam, kam bi jaz to šel.
Rad bi pa šel k nekomu, ki to pomoč res potrebuje, pa so vsi pozabili na njega. Verjamem, da je takih velik. Ne bi šel rad k nekomu, ki je že v medijih, pa to, ker ta ima verjeten pomoči dost. Obstajajo pa sigurno ljudje, ki so vsi na njih pozabili, kje v kakšnih hribih, kje kakšni stari ljudje, pa tako. Tako da, če kdo pozna kakšnega tacga, naj mi prosim sporoči, lahko me kontaktira preko Instagrama ali pa na mail, preko YouTubea se ne da. Lahko se tudi pridružim kakšni skupini, ki bo šla kam pomagati. Tako da, dajte mi tole pomagati, najdete nekoga, da mu grem lahko v ponedeljek pomagati. Bi pa jaz to zgodaj zjutraj šel, bi pa rad potem še, ne vem, ko to končam, šel še na ta dogodek v Eko Resort, tako da ne bi to rad nekaj popoldne, zjutraj bi jaz to zgodaj šel, naredil, kar se največ da, potem pa še šel v Eko Resort v Kamnik. Tako da, prosim, pomagajte mi, pa dajte tudi, zelo bom hvaležen, če se boste temu vabilu Matjaža pa Verdana odzvali. Če boste v Eko Resortu, se verjetno tudi vidimo tam. Nič, hvala, adijo.